Zdaj pa bo. Predlagam, da kar začnemo. Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, na kateri vam bomo predstavili ambasadorje slovenskega gospodarstva. Predlagam, da kar predstavim sogovornike. In sicer gospa Ajda Cuderman, direktorica Javne agencije Spirit Slovenija, gospod Simon Zajc, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Potem pa so z nami tudi trije predstavniki ambasadorji slovenskega gospodarstva, in sicer gospod Marko Lotrič, direktor podjetja Lotrič Meroslovje, pozdravljeni, gospa Maja Kalam-Pongrec, vodja korporativnega komuniciranja pri Ljubljanskih mlekarnah, pozdravljeni, in gospod Jure Kranjec, vodja razvoja pri podjetju Svarko Lea. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Naj pri tem omenim, da so med nami tudi vsi ostali ambasadorji slovenskega gospodarstva, tako da ste se lahko potem v nadaljevanju tudi z ostalimi pogovorili. Slovenija je pred kratkim dobila prve ambasadorje slovenskega gospodarstva oziroma tako imenovane ambasadorje Green Creative Smart, ki so glavni povod za današnje srečanje. O tem, kdo so ambasadorji in s kakšnim namenom so bila podjetja in organizacije imenovana za ambasadorje zelenega, ustvarjalnega in pametnega gospodarstva Slovenije, bo več povedala gospa Cuderman. Lep pozdrav vsem skupaj, pa prav najlepša hvala vsem našim ambasadorjem, ki so danes z nami, in pa potencialnim, ki jih še želimo videti v naši družbi. Na Javni agenciji Spirit Slovenija si močno prizadevamo k spodbujanju konkurenčnosti slovenskih podjetij v mednarodnem okolju. Zavedamo se, da je potrebno slovensko gospodarstvo in slovenska podjetja dosledno pozicionirati pod državno blagovno znamko, predvsem na tujih trgih, s tem pa utrditi prepoznavnost pa vse konkurenčne prednosti, ki jih naše gospodarstvo lahko prinaša. Zavedamo se po pregledu in mnogih letih, da naše gospodarstvo odlikujejo tri komponente. To so zelena, ustvarjalna, pametna. Posebno je pa pomembno, da to sporočilo dosledno sporočamo povsod, kjer se pojavljamo v mednarodnih odnosih, v delegacijah, pri nastopih v tujini, in da to storimo preko uglednih, recimo temu, podjetij, ki pripomorejo k temu in so že prepoznani kot velika podjetja, že utrjena ali pa manjša, skrita nišna podjetja. V lanskem letu smo tako na agenciji začeli z kampanjo Green Creative Smart pod blagovno znamko tudi državno, iFeel Slovenija. Namenjena je pa temu, da se bo dosledno na vseh trgih v prihodnjem obdobju, skozi daljše obdobje, pozicioniralo kompletno, recimo temu, vse rešitve, ki imajo te tri komponente med seboj. Kot je bilo omenjeno, in oziroma kot je naša kolegica omenila, smo pred kratkim preko javnega poziva izbrali predstavnike zelenega, ustvarjalnega, pametnega gospodarstva. Njegove ponosne glasnike oziroma ambasadorje pa bomo danes z največjim veseljem predstavili. Tako da malce mi morate oprostiti, sem si napisala zapiske, skušala vam bom predstaviti vsakega od teh 19 ambasadorjev. Zeleni, kreativni, pametni proizvajalci v športni industriji so Alpina, proizvajalec vrhunske športne modne obutve, razvojno naravnano podjetje z dolgoletno navdihujočo tradicijo od leta 1947. Danes se preusmerjajo v proizvodnjo ekoloških, razgradljivih čevljev in v svoje produkte uvajajo okolju prijazne materiale. Elan je svetovni proizvajalec, dobavitelj športne opreme ter opreme za prosti čas, je podjetje, ki že več kot 70 let izdeluje najboljše smuči na svetu. V Elanu so pa prav tako, kar ni tako pogosto znano, razvili več inovacij, ki so v proizvodnih procesih zmanjšale rabo vode in različnih materialov. Zelena, kreativna in pametna zna biti tudi različna industrija in med njihovimi ambasadorji so Akrapovič. Vsi ga poznamo kot vodilnega svetovnega proizvajalca vrhunskih izpušnih sistemov za motorje z notranjim izgorevanjem. Izvozijo skoraj 99% svojih izdelkov. Predvsem pa je pomembno,
da z rabo tehnologije lahkih in tankostenskih ulitkov prispevajo k zmanjševanju rabe snovnih materialov potrebnih v proizvodnji. Aquafil Slovenija je inovativno, izjemno uspešno hčerinsko podjetje mednarodne korporacije Aquafil, te pa iz odpadkov, kot so ribiške mreže, talne obloge, industrijski odpadki, v posebnem postopku regeneracije pridobivajo trajnostni material Econil in s tem prispevajo k zapiranju krogov rabe materialov. Ljubljanske mlekarne so del mednarodne korporacije Lactalis, uspešno prodirajo na kitajski trg mlečnih izdelkov, v trajnostni razvoj so usmerjeni in tudi rešili so v zadnjem času izziv ostanka embalaže z zaprtjem interne snovne znamke. Ostanke v proizvodnji tetrapaka predelajo in ponovno uporabijo. Plastika Skaza, tudi dobro poznana, je prejemnik številnih nagrad in certifikatov, je inovativno, hitro razvijajoče se podjetje, proizvajajo izdelke iz plastičnih mas z visoko rabo in odstotkom recikliranih materialov. Med drugim je pa reciklirane plastiko so uporabljali tudi v Bokaši Organku, to je pa en tak B2C izdelek oziroma izdelek za široko potrošnjo, ki je namenjen predelavi in rabi bioloških odpadkov v gospodinjstvu. Gotovo ga poznate. Pipistrel je podjetje, ki ga odlikujejo zelene in okolju prijazne pogonske rešitve, ki krojijo sedanjost in ustvarjajo prihodnost letalstva in mobilnosti, svojo distribucijsko mrežo pa že pokrivajo vse kontinente na svetu. Svarko Leja je hčerinsko podjetje vodilnega evropskega proizvajalca mobilnih znakov, spremenljivih vsebin, ki je v letu 2019 tudi prejelo nagrado FDI Award na področju pametnega razvoja izdelkov in storitev, prispevajo pa k urejanju mobilnosti in svojimi izdelki tudi k zmanjševanju svetlobne onesnaženosti. K pametnemu, zdravemu pa trajnostnemu bivanju prispevajo tudi naslednji ambasadorji. EcoArt hiše, malo podjetje, zeleni proizvajalec visoko kakovostnih masivnih lesenih hiš. Materiali s pomočjo narave ne potrebujejo kemične obdelave, so brez primesi, so 100% ekološki, odlikuje pa jih tudi učinkovit proizvodni proces za zmanjšano količino odpadnega materiala. Equa je inovativno kreativno podjetje, lastnik nagrade Red Dot Product Design, Good Design Award 2019, ima v lasti dve blagovni znamki, ki jih vsi poznamo, ena je Equa, druga je Gold Story, z rabo pametnih in trajnostnih izdelkov, ki so tudi dizajnersko privlačni, pa seveda potrošniki prispevamo k zmanjševanju odpadkov. Lumar je proizvajalec visoko kakovostnih, energetsko varčnih, trajnostno grajenih hiš, skoraj nič energijskih. Osnovne smernice njihovega delovanja so pa skrb za trajnostni razvoj, okolje in koncept nič energijsko življenje. MyWater, avtor javnega pitnika vode, ki s pomočjo nanotehnološke filtracije zagotavlja skoraj 100% čistost vode ter ima močno ekološko sporočilo, saj spodbuja k zmanjševanju uporabe plastenk. Nekaj ambasadorjev spada tudi v kategorijo kreativnih in pametnih rešitev, ki se uporabljajo v široki potrošnji ali nasploh v industriji. To so Hurej Studios, so izjemno kreativno mlado podjetje, slovenski startup leta 2019, avtor personaliziranih otroških knjig. Lani so natisnili že milijonto knjigo personaliziranih malih junakov, so ponosni nosilci komponent, pameten in kreativen. Lotrič Meroslovje, hitro rastoče družinsko podjetje, ponujajo inovativne rešitve na področju merilnih sistemov, so avtorji prototipa prvega slovenskega respiratorja. S pametnimi rešitvami merjenja prispevajo k zmanjševanju rabe energije, materialov in odpadkov v različnih proizvodnih procesih. SETC je podjetje, ki je z lastnim znanjem ustvarilo platformo za elektronsko podpisovanje dokumentov ePero, s čimer bistveno prispeva tudi k digitalizaciji države, posodobitvi storitev za državljane ter prispeva k zmanjševanju rabe papirja. Med ambasadorji sta tudi podjetji, ki predstavljata trajnostno smer v pridelavi zelene hrane. Panorganics, v visokotehnološkem rastlinjaku gojijo solato živa, začimbljice, brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev, brez negativnih vplivov na okolje, brez uporabe kemičnih škropiv, praktično brez odpadnih voda.
in pa Paradise oziroma Lušt, kot ga poznamo pod blagovno znamko, nosilec vrhunskega znanja z področja gojenja rastlin v zaprtih prostorih, ki za ogrevanje izkorišča geotermijo, rastline pa goji na povsem naraven način. Brez genetsko spremenjenih semen, opraševanje s pomočjo čmrljev, zaliva se za zbrano deževnico. Med ambasadorji sta kot slednja navedena tudi predstavnika večjih poslovnih ali športnih stičišč, naravnana k naravi, okoljsko in družbeno odgovornem poslovanju. Luka Koper, vsi jo poznamo kot edino slovensko mednarodno tovorno pristanišče strateškega pomena. Marsikdo pa ne ve, da celovito obvladujejo vplive emisij prahu, hrupa, svetlobnega onesnaževanja, vpeljano pa imajo tudi sistem varovanja morja, ravnanja z odpadki, energetsko učinkovitost in pa Nordijski center Planica, ki je trajnostno naravnan športni center z vrsto inovativnih rešitev, je najsodobnejši nacionalni športni kompleks za nordijski šport umeščen v zavarovano območje Triglavskega narodnega parka in je arhitekturni dosežek. Poleg tega pa radi povemo na naši agenciji povsod, kamor gremo, tudi, da je edini športni center na svetu, ki je primer zelene trajnostne gradnje. Kot lahko vidite, so ambasadorji slovenskega gospodarstva postala izjemna slovenska podjetja, ki vsako na svojem področju ponujajo edinstvene izdelke in storitve za visoko dodano vrednostjo. S svojimi rešitvami bodo v prihodnje prispevali k prepoznavnosti Slovenije kot tehnološko razviti, kreativno naravnani, zeleni državi, gradnji njene pozitivne podobe ter promocije stabilnega in naprednega poslovnega okolja. Mi seveda si želimo, da bomo v jesenskem obdobju tej družini prvih 19 ambasadorjev pridružili še veliko več uspešnih slovenskih podjetij, ki bodo s ponosom predstavljala vso slovensko gospodarstvo navzven. Kot tudi sama rada opazim in povem, pogosto ne vedo, kje je Slovenija, kaj znamo ponuditi na koncu predstavitev, ki jih uspešno zagovarjamo tudi s pomočjo naših podjetij, pa vsi rečejo, nismo vedeli, da ste tako dobri. No? To sporočilo moramo v prihodnje še razširiti. Tako da preko sporočila Slovenija Green Creative Smart oziroma Slovenija zelena, kreativna, pametna, želimo zgraditi močno državno tržno blagovno znamko, ki je pa za vse nas, tako za agencijo kot ministrstvo in pa za ambasadorje en res dolgoročen projekt. Hvala lepa, gospod Cuderman, za izčrpno predstavitev ambasadorjev slovenskega gospodarstva in njihovih rešitev. Naj potem povem, da te aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj. O pričakovanjih, ki zadevajo skupne promocijske aktivnosti z našo agencijo, pa bomo poprašali kar ambasadorje same. Gospod Lotrič, v vašem podjetju Lotrič Meroslove opravljate kalibracije in preskušanja ter razvijate vrhunske meroslovne izdelke in pametne rešitve, ki jih uporabljajo najboljši domači in tuji proizvajalci merilne, farmacevtske in laboratorijske tehnike. Poleg tega se vaše podjetje lahko pohvali tudi številnimi nagradami in priznanji, recimo od državnega priznanja za poslovno odličnost do nedavno prejetega priznanja za odličnost v družinskem podjetništvu. Kateri vaši pametni izdelki so pač tisti, ki prispevajo k bolj trajnostnemu jutri? Ja, lep pozdrav. Hvala lepa najprej za povabilo. Verjamem, da bi lahko zdaj mikrofon dal vsakemu v tej dvorani in bi z veseljem opisal svoje storitve, izdelke, ki so še kako trajnostni. Če samo pogledamo neko proizvodno, verjetno nam je želja v tem, da ostanki ene proizvodne postanejo vhodna surovina pač naslednje produkcije. No, naša želja je točno na tej vhodno-izhodni kontroli, kjer se pravi preskušanja, če smo recimo omenjena je bila plastika, tukaj noter verjamem in veste, da se veliko plastike zavrže, ampak imamo pa ogromno potencijala, da skozi preskušanja, testiranja, ponovne uporabe naredijo naša odlična podjetja zelo dobre nove izdelke, ki so še malo nazaj ta surovina končala na smetišču. Zdaj pa, da mogoče samo opredelim to,
imamo akreditiranih 200 metod, pa še enkrat toliko je neakreditiranih, to je en širok nabor tako fizikalnih, termodinamičnih, električnih veličin, s tem vam ne želim kratiti časa, ampak predvsem je pa v tem, da potem z izdelkom, ki mu rečemo pa Exactum in je mora biti zanimiv zaradi tega, ker smo ga prvič predstavili na Expo v Milanu, kjer je pravzaprav Spirit vodil tudi to svetovni sejem na tem področju in tam smo prvič postavili, lansirali produkt, ki se je nenazadnje zelo dobro prijel tako v prehranski industriji, v medicini in pa sicer tudi v industriji. Tukaj noter gre za to, da recimo sprotno nadziramo, če vzamemo slovenske blagovne rezerve, zdaj, ker so bile večkrat omenjene, pa verjetno poznate, da so shranjena tudi živila, žita in to je treba imeti pod kontrolo in če bi nekako žužki pojedli ali pa se preveč razmnožili, naraste temperatura, pa bi potem marsikakšna zadeva šla narobe in skratka s tem sistemom vzdržujemo trajnost. Ampak so tehnološki, potem še naprej imamo en trames, mu rečemo, to je pač bolj namenjen za industrijo. Tukaj noter je tisto, kar sem najprej rekel, vhodna, izhodna kontrola in če vzamemo to, da lahko še v procesu to kontroliramo, kar je tisto najbolj pomembno, takoj popravimo, nastavimo neke parametre v proizvodnji, da ne pride do izmetov in s tem recimo kontroliramo, v Sloveniji je kar nekaj papirničarjev in da ni potreben na koncu bale vršt in zato posekati še neko drevo. So tukaj priprave, naprave, kontrolniki, ki pač omogočajo takojšnjo reakcijo, da se zaustavi, pač nastavi za pravilno delovanje. Pa mogoče samo za zaključek tega prvega dela ali pa kakorkoli, se mi zdi, da je vse skupaj v tehnologiji pač človek, ljudje, sodelavke in sodelavci so tisti, ki so najbolj, se mi zdi, to trajnostno. Če vsi mi razumemo, kaj je trajnost, potem vemo, da bojo izginjali, bom rekel, po eni strani slabo plačana delovna mesta, enostavno delovna mesta, ker to bojo prevzeli tako ali drugače, ne bo več se na trgu našli prostora, po drugi strani pa mislim, da bojo te, se pravi, izgubili posel in zdaj kako nadoknaditi, se pravi, z neko trajnostno izobraževanjem, usposabljanjem ljudi, če pravzaprav grem po kar vaših teh smart creative oziroma green creative smart, pa če sem začel z zelenim, potem je ta ustvarjalnost, ki se kreira skozi izobraževanje, usposabljanje, tako med nami, mislim, da bi ta kroženje absolutno lahko bi bila ena izmed, bom rekel, tudi rezultatov tega našega druženja in potem na koncu izdelamo nek pameten, ali v našem primeru postopek merjenja ali nek, se pravi, aparat. Skratka, poleg tega produktov se mi zdi izreden pomen vključitev vseh sodelavk in sodelavcev, da razumemo, kaj je to prihranek enega litra vode, kaj je to prihranek enega kilovatne ure energije, električne energije in tako naprej. Tam se pač začne, zakaj bi zaprl pipo, zakaj bi ugasnil luč na takih majhnih stvarih, ampak na koncu vidiš, da je vse to še kako šteje. Toliko mogoče za povod. Hvala. Hvala lepa. Zdaj nam pa povejte, zakaj ste se odločili pristopiti k ambasadorstvu in kaj se od njega obetate? Zakaj smo se mi? Verjetno je to za vsako podjetje čas, tudi za naše podjetje je to čas, da smo lahko predstavniki, ambasadori Slovenije na svojem področju, na neki nišni dejavnosti. Podjetja imamo tudi v tujini, 11 podjetij v 7 državah in verjemite, da ko imamo enkrat vzpostavljen en sistem, ki je v Sloveniji preživel vso testiranje, ga poskušaš prenesti v neko drugo državo, vse to, da lahko poslujemo v drugi državi, pomeni, da moramo imeti zelo dobro IT podporo, kar se je, verjamem, tudi pri vseh vas zelo pokazalo zdaj v teh časih,
kako pravzaprav delovati. Ni enostavno reči, bomo šli kar na poslovanje, zato je pač potreben imeti vso infrastrukturo v podjetju. Potem, ko enkrat imaš infrastrukturo, vidiš, da jo znamo uporabljati ali jo ne znamo uporabljati. Potem mislim, da je tukaj noter kar nekaj izzivov, ampak brez te ali pa poslovanja se jaz sploh ne znam predstavljati, kako bi tele čase preživeli, kako bi, ali pa sem en podatek, da je 22 000 približno kopij smo naredili na mesec. Zdaj pa recimo kopij A4 listov smo skopirali. Zaradi takih in drugačnih certifikati v končni fazi papira. Zdaj pa, ko se pa usmerjamo na ko imamo pač določene epe in tako naprej, smo to zmanjšali, mislim, da je na par tisoč krat leto, potem vidimo, kako lahko res kakorkoli podjetje res veliko naredi. Pa da se vrnem, kaj to za nas pomeni, povedal sem, da za nas pač to pomeni eno priznanje vsem sodelavkam, sodelavcem, se te delim predvsem z njimi, da smo uspeli vzpostaviti podjetje, tehnološko podjetje, ki nudi izdelke in da je toliko prepoznano, da smo pluskali čez meje, da ste to opazili in ja, tukaj noter, bom rekel, skupaj z tudi vašimi načrti, kako lahko ponesemo ime Slovenije, bom rekel, v bližnjo in daljno okolico, se pravi naše soseščine. Naš cilj je, da je stranka oddaljena največ 500 kilometrov, to tudi gledano na to, da je čim manj obremenjevanje okolja, se pravi od nekje do, če rečemo, Beograda, Minhna, Graz oziroma Dunaja, Milana, nekje tukaj se vozimo še, to je drugače povedano, da v enem dnevu lahko, če je res mus, si pri stranki, nekaj uštimaš, prideš nazaj, še vse v enem dnevu. Ampak skratka, to so pristopi potem, ali pa zakaj, pa se samo od sebe se zgodi, je pa to vsaka nagrada, če to, jaz lahko štejem, da je to kar ene vrste nagrada in to je tisto, da smo jutri še boljši, da se ne ustavljamo danes, kaj smo pa za nazaj, ampak predvsem, če smo bili izbrani, pomeni, da moramo upravičiti ta izbor in verjemite, da bomo tukaj noter naredili vse, da ne razočaramo. Najlepša hvala, gospod Lotrič. Gospa Kalam Pongrac, v Ljubljanskem mlekarnem so prvo podjetje v Sloveniji, ki je zaprlo interno osnovno zanko za embalažo Tetra Pak, v katero je pakiranih približno 85% vseh proizvedenih količin vaše družbe. Nam lahko predstavite vaš projekt za embalažo Tetra Pak do robčkov? Ja, vsekakor hvala lepa, hvala tudi za vabilo, lep pozdrav vsem. Zdaj, naša panoga, naša dejavnost je taka široke potrošnje. Jaz si upam trditi, da verjetno v tej sobi ni nikogar, ki ne bi poznal alpskega mleka. Je mogoče kdo? Se mi izdelno. Tako da na alpskem mleku, na tem izdelku vam lahko tudi najlažje pojasnim to interno osnovno zanko. Zdaj v podjetje, najprej pride seveda mleko, pa vsi si predstavljamo embalaža. Embalaža za alpsko mleko je Tetra Pak, se pravi pretežno kartonska embalaža, 75% deleža papirja ima v svoji sestavi in ta embalaža pride v podjetje kot en tak kolut. Se pravi, tisto mleko, ki ga vi vzamete iz hladilnika in poznate doma, pravzaprav se formira na stroju. Tam se tako naredi en tak čudež in se oblikuje ta značilna embalaža. Zdaj, pri proizvodnji tako velikih količin, vendarle smo največja slovenska mlekarna, nastane tudi kar nekaj odpada te embalaže, razni odrezki, koščki, testne proizvodnje in podobno. In vso to embalažo mi ločeno zberemo. Najprej gre na eno tako posebno stiskalnico, kjer se stisne, posebne bale in se potem odpelje na ekološki otok, ki ga imamo znotraj podjetja. Od tam naprej pa poskrbi za to družba za ravnanje z odpadno embalažo, se pravi, oni to balo pridejo iskat, naložijo na kamion, odpeljajo in mi smo s tem internim krogom se zavezali, da ta embalaža konča potem v podjetju, to je v bistvu papirnica, ki predeluje to odpadno embalažo. To je papirnica Lukart, oni izdelujejo razne izdelke od papirja do, bom rekla, teh materialov za uporabo v toaletnih prostorih
In zdaj, kje se ta krog zaključi, ta embalaža je zdaj odpotovala od nas, lahko bi se zgodba tam končala. Mi smo pa z lanskim letom sklenili pogodbo in od podjetja Valtex, ki je slovenski dobavitelj teh Lukartovih izdelkov končnih, odkupujemo papirnate brisačke, toaletni papir za uporabo spet v naših teh istih prostorih. In tako je pač ta krog sklenjen, se pravi, embalaža odpotuje, se vrne k nam v obliki končnih izdelkov in bili smo v bistvu prvi, ki smo na tak način to zaprli. Halo, malo težave. Tudi sicer se lahko Ljubljanske mlekarne pohvalite s številnimi aktivnostmi, s katerimi iščete rešitve za učinkovito ravnanje z okoljem. Lahko mogoče kakšno omenite? Ja, mi se pravzaprav včasih radi rečemo, da smo se na tem področju izkazali ali pa aktivirali, še preden je to postalo kul. Tako da mi smo pravzaprav že od leta 2013, to nam je en tak dosežek, imetniki certifikata EMAS, to je pač evropska shema, bom rekla, ki je dosti zahteven certifikat in kar precej stvari je treba izpolniti, da temu zadostiš in da ga potem tudi prejmeš. Seveda tukaj noter padejo zmanjševanje energentov, te stvari, ki jih je dosti podrobno že gospod Lotrič opisal. Bi se pa jaz mogoče, da bi prav izpostavila en konkreten primer, spet vrnila k mleku, ker boste tako najlažje razumeli, pa najbolj blizu vam bo. To je nam glavna strateška, najpomembnejša surovina, odkupimo 220 milijonov litrov, smo ga lani, izključno slovenskega mleka. In zdaj, kako tukaj biti zelen? Ja, predvsem z ekološkim mlekom. Mi smo se leta 2018 v bistvu zavezali, javno podpisali Zvezo društev ekoloških kmetov in nekako obljubili, da bomo naredili vse, da do konca leta 2020, kar je letos, odkupimo 5 milijonov litrov ekološkega slovenskega mleka. Zdaj ta zaveza je, ima kar en tak širši vpliv, ker pravzaprav nismo mi edini akter v tej zgodbi, tle gre za prehransko verigo, ki se začne pri kmetu, na kmetiji. In bom rekla, ne moramo se odločiti, da jih bo 5 milijonov, pa jih tudi res bo. Ti potrebuješ za to kmeta, ki se odloči za preusmeritev, ta traja kar 2 do 3 leta, kjer je treba ustrezno prilagoditi prostore, ker je treba poskrbeti za to, da je krma, s katero krmijo, se pravi živino, izključno ekološkega izvora in to je precej dolg proces. Zdaj, kako mi spodbujamo in poskušamo doseči ta cilj, tako da kmetom že takoj, ko se odločijo za prehod na ekološko prirejo, plačujemo višjo odkupno ceno mleka, tako da mu že na tej točki pomagamo, čeprav se certificira na koncu. S tem pa seveda pomagamo enemu širokemu krogu slovenskega podeželja, ker glede na razdrobljenost naše države, mi mleko odkupujemo praktično po celi Sloveniji. Mogoče si bi kdo predstavljal, smo Ljubljanske mlekarne, smo tukaj zelo blizu doma, ampak ne, v Sloveniji povprečna kmetija velika 18 krav, kar je res mikro za evropske razmere, kar pomeni, da imamo mi 2200 dobaviteljev mleka pod črto. Se pravi, ga dobimo iz vseh koncev Slovenije, Dolenjske, Štajerske, kakorkoli. In s spodbujanjem prehoda na to ekološko prirejo seveda vplivamo na boljše stanje okolja, ohranjanje naravnih danosti, podeželja in pa seveda ne uporabe mineralnih gnojil in podobnega. Hvala lepa. In za konec seveda še vprašanje, kaj vam pomeni naziv, prejeti naziv ambasador slovenskega gospodarstva? Ja, se moram kar strinjati in prikimati gospodu Lotriču. Na nek način je to kar ena taka nagrada in to veliko pomeni tudi zaposlenim. Tudi pri nas direktor pravi, to so zmage zaposlenih na dolgi rok, ker dobite en certifikat EMAS, tudi konec koncev skleniti to interno osnovno zanko, zadaj je nek razmislek, neko delo, nek trud, bom rekla, vseh naših sodelavcev. Zdaj v smislu promocije gospodarstva, vsekakor mogoče je to tudi ena taka informacija, ki ni splošno znana. Vi poznate alpsko mleko, pa vidite to na polici ali pa v hladilniku. Ljubljanske mlekarne v resnici 50% svojih količin proizvedenih izvozimo.
Tako da smo pravzaprav zelo velik izvoznik in je to definitivno pomemben, bom rekla, naziv, to ambasadorstvo. Smo tudi člani velike mednarodne skupine, Lactalis se imenuje, in tudi tam noter se mi pravzaprav borimo za svoj košček, da ne rečem kruha, prevedeno pa za projekte za sestrska podjetja. Zdaj, narava surovina je seveda taka, da to ponavadi niso prav preveč oddaljeni trgi, z izjemo te Kitajske, ki je tako, bom rekla, vse na en uspeh, pa zelo zanimiva. Sicer pa so to večinoma države v bližini Slovenije in z enim takim priznanjem oziroma nagrado dajemo še boljši signal, da smo zares tista prava izbira znotraj skupine. Mogoče raven Kitajska je en tak zanimiv primer, oni so izrazito ponosni oziroma izrazito pomembno jim je, da tak izdelek, ki je iz, se pravi, široke potrošnje za užit, ne, hrana, da prihaja iz Evrope. To se njim zdi zelo, reka, da tam je pa tisto pravo in kakovostno, tako da tole nam bo zagotovo ponovno pomagalo pri njih, ko tudi ko izvajajo promocijo. Oni praktično ne govorijo samo o izdelku, ampak o državi, od koder prihaja. Smo imeli tak primer pred leti, eno mleko, takrat, ko je pač ta prvi prodor sploh uspel izvoza, so v svoji promociji objavili na spletni strani tako rekoč slike Bleda pa slovenskega podeželja pa kmetij, no, tako da res to ni tako, rekla, samoumevno. Potem pa mogoče tudi to, nam je še vedno glavni cilj prodaja čim večje količine mlečnih izdelkov, pa zlasti v Sloveniji. In tudi potrošnik, ne. Ok, eno je tisti standard, da dosegaš kakovosten izdelek, pa da je okusen, pa da mu nekako zaupaš. So pa potrošniki tudi zelo občutljivi na to, kdo je odzadaj, kdo je zdaj tisti, ki to proizvaja. Posebej to zaznavamo tudi v marketinških raziskavah pri mlajših generacijah, milenijcih, ki jih zanima ne samo kakšen je izdelek, ampak res to, kako ravna podjetje, ki ga proizvaja, a je družbeno odgovorno, a skrbi za svoje zaposlene in ne nazadnje tudi za recimo okolje. Hvala lepa, gospa Kalam-Pongrac. Podjetje Svarko-Olea po zaslugi oddelka za raziskave in razvoj nenehno sledi trendom, razvija svojo tehnologijo in pripravlja izdelke za prihodnjo integracijo pametno mobilnost. Gospod Kranjec, postali ste tudi del uspešne mednarodne korporacije in se uspeli vključiti v tuje dobaviteljske verige. Bi lahko rekli, da ste prav zaradi lastnega znanja pridobili investicijo oziroma kapital mednarodne korporacije Svarko? Najprej še en lep pozdrav v mojem imenu in hvala za povabilo in seveda zelo veseli smo, da smo lahko del te kampanje. In rekel bi oziroma odgovoril, da absolutno, da to drži. Se pravi, Svarko-Olea v bistvu že od svojega začetka veliko energije in eforta in resursov vlaga v razvoj izdelkov. Se pravi, od nekdaj vemo, da je razvoj nekako hrbtenica našega poslovanja. Zaradi tega, ker razvoj kot tak lahko prevede pač tiste ideje, ki jih imamo mi oziroma sodelavci v prodaji ali pa zahteve, ki jih zaznamo na trgu, lahko prevede v konkretne izdelke, ne. Tako da začeli smo z relativno preprostimi stvarmi, vedno je bilo v spredju LED tehnologija, začeli smo, jaz mislim, da smo bili kar med pionirji, prav v svetovnem merilu, zaradi tega, ker v tistem času LED diode niso bile pač toliko intenzivne, da bi pač jih lahko uporabil za izdelke, kakršne mi delamo. Ampak začeli smo z zelo preprostimi izdelki, se pravi LED ure, tečajne liste, športni semaforji in potem smo ta portfelj nadgrajevali funkcijsko, pač nove izdelke smo dodajali noter v portfelj. In počasi smo nekako prišli do tega portfelja, ki ga imamo zdaj, to so pa v bistvu znaki za vodenje prometa, to so zelo kompleksni znaki, ne samo zaradi izgradnje in tako naprej, ampak zaradi tega, ker moraš ustrezati res zelo strogim certifikatom, pač tukaj ni prostora za napake, če infrastruktura na cesti ne dela, je to zelo velik problem, ne. Tako da v bistvu lahko s ponosom rečem, da imamo zaposlene v razvoju oziroma celo v celem podjetju, ki so z nami že od samega začetka. To pa se potem prevede v skoraj 30 let že izkušenj na podlagi razvoja in izdelave LED prikazovalnikov. To je ogromno, ne.
Po drugi strani pa seveda stremimo tudi k temu, da ne zaspimo na starih lovorikah, kar pomeni, da se želimo pač konstantno se priganjamo, da razvijamo nove izdelke, da razmišljamo inovativno, da smo inovativni, da smo proaktivni, ne reaktivni, da nočemo samo poslušati, kaj trg želi, ampak mi želimo narekovati trgu, kaj oni želijo, ne. In zaradi tega se zelo zavzemamo za to, da konstantno zaposlujemo pač mlade, perspektivne kadre in jim na eni strani nudimo mentorstvo v obliku pač teh zaposlenih, ki imajo že toliko ogromno izkušenj, po drugi strani pa tudi mlajši pač oni poznajo nove trende, nove tehnologije in skupaj v bistvu tvorimo, jaz mislim, da neko tako zelo zdravo jedro izkušenj, nekega elana, želje po konstantnem inoviranju, po novih izdelkih. In jaz mislim, da je to tista ključna stvar, ki je privabila investitorja, Svarka, pač v našo investicijo. Nikakor pa ni šlo tukaj za enkraten dogodek, ne. Tukaj je bila pač neka globja zgodba v ozadju. In jaz mislim, da smo uspeli realizirati, zdaj mislim, da smo že dobrih 10 let v tej korporaciji in smo se uspeli tudi zelo dobro pozicionirati in smo trenutno tisti oddelek, se pravi razvoj, ki je odgovoren za dizajniranje, za razvoj vseh hardverskih komponent za uporabo v LED prikazovalnikih, in te LED prikazovalniki se ne izvajajo oziroma proizvajajo samo v Svarkoleji, ampak tudi v drugih sestrskih podjetjih. Tako da absolutno znanje, kreativnost. Hvala. Zdaj bom pa tudi vas vprašala, ker sem že vaša predhodnika, zakaj ste se odločili prijaviti za ambasadorja in kaj vam ta naziv pomeni, oziroma kaj si od njega obetate, kako vam bo pomagal? Jaz bom tudi majčkeno širši odgovor ponudil. Seveda se strinjam z obema predhodnikoma. Ne morem sicer reči, da izvažamo polovico izdelkov v obliki mleka, ampak drugače pa je Svarko v bistvu konzorcij 80 podjetij. Tukaj noter deluje približno 4000 strokovnjakov in v bistvu vsaka pravna entiteta je odgovorna za točno določeno stvar tukaj noter, ne. Se pravi, mi znotraj tega ogromnega konzorcija pač smo uspeli nekako promovirati slovensko znanje, slovensko tehnologijo, jo uspeli pripeljati do te ravni, da jo v bistvu vsi prepoznajo in da se je uspešno integrirala noter v cel portfelj izdelkov, ker v bistvu gre za zelo širok spekter izdelkov za vodenje in nadzor prometa. Tukaj ne gre samo za LED prikazovalnik, ampak gre za načrtovanje cest, vodenje prometa. V bistvu Svarko nekako je sestavljen iz dveh stebrov. Prvi steber so cestne barve, medtem ko drugi steber so pa inteligentni transportni sistemi, kjer smo pač noter tudi mi. In Svarko se prodaja kot neke vrste one-stop shop, ne. Se pravi, ko pride nek razpis ali pa neka želja s strani trga, mi lahko nudimo v bistvu rešitev izdelano na ključ. In zdaj, ker imamo 80 podjetij po celem svetu, to pomeni, mi se ukvarjamo z razvojem in izdelavo LED prikazovalnikov, drugi se ukvarjajo s kakšnimi centralnimi sistemi, imamo integratorje, SCADA, pač senzorje, vse imamo noter pokrit, kar pomeni, da je ogromno energije potrebno vložiti v to, da stvari špilajo med sabo, ne. In to se odrazi tako, da v bistvu lastnik zahteva, da skupaj oblikujemo neko vizijo, da vsi soglašamo z njo, da jo razumemo, ker samo na ta način lahko potem tudi prispevamo k tej viziji, ne. Tako da to. In v bistvu Green Creative Smart za nas tudi pomeni, da ne glede na to, da smo pod vedno večjim pritiskom, tudi kar se tiče kitajskih prikazovalnikov oziroma samih izdelkov, kjer v prvi vrsti igra najvidnejšo vlogo cena. Cena ni in ne sme biti edini faktor, ne. Tako da mi smo tukaj ponosni, da lahko rečemo, da sicer nudimo razmerno pač ugodne cene, ampak rešijo ta price performance, je pa treba podkrepiti z drugimi stvarmi, ne. In mi uporabljamo tudi lastno razvito patentirano optiko, ki pač omejuje porabo, se pravi, so izdelki energetsko varčni, hkrati podaljšuje tudi življenjsko dobo vsem tem izdelkom. So pa tudi pametni, ne. Se pravi, Svarko je sicer B2B podjetje, se pravi, da načeloma nas širši spekter ljudi ne pozna, ampak želimo približati svoje storitve končnemu uporabniku, kar pomeni udeležencem v prometu, voznikom, pač potnikom, zato da bojo vsi lahko načrtovali nekako svojo objektivno najbolj optimalno pot od točke A do točke B, ne.
Zato se Svarko tudi vključuje v veliko evropskih iniciativ v sklopu pametnih mest, pametnih cest, avtonomnih vozil in tako naprej. In želimo nuditi v bistvu končnim uporabnikom potem te informacije, ki jih mi generiramo, in te informacije morajo biti na razpolago na pravem mestu in ob pravem času, ne. Ja, tako da. Hvala lepa, gospod Kranjec. Kot ste slišali, je paleta ambasadorjev zelo pestra. Zdaj bi pa vprašala gospod Suderman, kakšne aktivnosti Spirit Slovenija načrtuje z ambasadorji? Ja, kot ste videli, družba teh ambasadorjev je pisana. Med njimi so tako veliki, majhni, družinski, srednje velika podjetja, so uspešni, v glavnem so vsi izvozniki. V Sloveniji še vedno izvozimo 80% vsega, kar naredimo. To je dejstvo in to nam ne sme nekako spolzeti iz rok, če hočemo držati nekako tisto dodano vrednost na zaposlenega, rečemo temu tako. Tako da z ambasadorji, z njihovo pomočjo seveda računamo, da bomo letos v jeseni izvedli fizično še tiste aktivnosti v tujini, ki zaenkrat stojijo. To je nekaj skupinskih dogodkov v različnih branžah, kjer seveda izbrani ambasadorji lahko pomagajo pri pozicioniranju vseh ostalih podjetij, ki pašajo nekako v enako branžo. Recimo, če gremo z živilsko predelovalno industrijo na nek, recimo temu, dogodek v tujino, potem gotovo Ljubljanske mlekarne gredo z nami in pomagajo vse ostale kolege pozicionirati, ne. To je to samo kot primer. Ogromno je zdaj teh virtualnih dogodkov in platform, kjer pozicioniramo kompletno slovensko gospodarstvo v tujini. Izvajamo in smo lani začeli izvajati nekaj digitalnih kampanj na tujih trgih, ki so za nas trenutno najbolj pomembni bili, recimo, da temu Nemčija, DAH regija pa Japonska. V naslednjem letu pa to pospešeno delamo naprej. To se pravi, vsi digitalni kanali so odprti, to so medijske kampanje, oglaševalske kampanje, strokovni članki, predstavljanje prednosti, ki jih ponujajo tako ambasadorji, kakor druga podjetja v njihovem grozdu, rečemo temu, a ne tako. In v naslednjem letu je kar nekaj dogodkov, nihče ne ve zdaj, kaj je ta korona, kaj dejansko se bo dogajalo, kaj stoji, kaj ne stoji, ampak nekako računamo, da drugo leto vseeno zelo pomemben odskočna deska za slovensko gospodarstvo je svetovna razstava, svetovni Expo, kjer mislim, da bomo skupaj s podjetji pripravili na vseh teh področjih, ki so pa tema bodočega razvoja celega sveta. Ne vem, če veste, ta svetovni Expo je orientiran točno na trajnost, mobilnost in pametne rešitve in naša podjetja tukaj znajo pa resnično celemu svetu povedati, v katero smer mislimo, da je potrebno jeti. Tako da tam bojo kompletno vsa slovenska podjetja imela možnost, naši ambasadorji seveda bodo pa pri tem pomagali. Še eno stvar bi samo omenila, po moje to ta zadnje vprašanje, a ne. Zakaj smo izbrali slogan zelen, kreativen, pameten, ne? Včasih, če rečeš Italija, vsi pomislili, če rečeš gospodarstvo, Ferrari pa Nutella. Ali pa če rečeš Kostarika in reče kava pa banana, ne. Mi smo se hoteli ravno temu izogniti in smo rekli, ok, dajmo jih pod 3 take stvari, ki združujejo lahko tudi različne branže. To se pravi, tako kot vidite, ne, neka trajnostna proizvodnja je lahko tako v živilsko-predelovalni industriji, kot na nekem segmentu težke industrije ali pa proizvodne, ali pa v neki merilni tehnologiji. Zelo je pisano. V končni fazi tudi v nekem športnem centru, ki funkcionira in ki ga uporablja širša publika in tuja javnost. Tako da smo želeli stran od tega, da se slovensko gospodarstvo identificira s posameznim podjetjem ali pa da se s posameznim vrsto hrane ali pa nečem, kar pri nas raste, a ne, da ni glih jelka ali pa karkoli. Hoteli smo reči, ok, ne glede na to, kaj naša podjetja delajo, pa ne glede na to, kako velika so, vemo, da so šampioni na svojem področju in to je tisto, kar želimo v svet zanesti kot sporočilo, da je naša prednost. Hvala lepa. Internacionalizacija je pomemben dejavnik gospodarske rasti v Sloveniji. Gospod Simon Zajc, nam lahko poveste, kakšne načrte ima vlada za prihodnje obdobje za pomoč slovenskim podjetjem in katere aktivnosti so še predvidene za lažje vključevanje slovenskih podjetij v mednarodni prostor, sploh zdaj po
tej pandemiji koronavirusa. Hvala, lepo pozdravljeni. Sicer danes sem tukaj kot državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, ampak moram reči, da glede na izbrane ambasadorje bi se odlično počutil tudi kot minister za okolje tukaj. Ker to, kar ta podjetja počnejo, je prav tisto, kar nas bo v resnici v prihodnosti tudi postavilo na zemljevid. Vsa Evropa gre v smer zelenega, pametnega in hoče biti vodilna. Tako da tista država, ki se bo pa pozicionirala še znotraj Evrope kot zelena, pametna in kreativna, bo imela pač to dodatno prednost. Zdaj naša naloga seveda je, da to znamko pod tem sloganom tudi uveljavimo. Zaenkrat še nismo toliko prepoznani po tem, kot bi želeli biti, ampak ko nam pa to uspe, pa to ta dodatna vrednost znotraj Evrope, ki tudi že zdaj se odločamo, da vlečemo nazaj pomembne industrije in ta pametna, trajnostna industrija bo tista, ki se bo pripravila nazaj in če bomo tam znali izkoristiti svoje znanje, bomo lahko tudi internacionalizacijo veliko boljše peljali in iz tega seveda imeli to dodano vrednost, iz tega bomo lahko ublažili izgubo delovnih mest, ki bo nastopila zaradi uporabe pametne umetne inteligence in pa izboljšanja procesov. Tako da se mi zdi, da ta naš slogan, ko ga bomo tudi uspešno izpeljali in udejanjili, je zelo dobra bila odločitev in tista prava odločitev za našo državo. Zdaj že v tem trenutku in do zdaj smo skupaj s Spiritom pa s podjetniškim skladom peljali številne aktivnosti in tudi sofinancirali predvsem usmerjanje v digitalizacijo, v e-trgovanje, kar se je pa zdaj še sploh pokazalo za pomembno in to bomo tudi naprej počeli. Ravno v tem trenutku pripravljamo nov ukrep, ki bo sofinanciral in pomagal podjetjem, da digitalizirajo svoje prodajne kanale in pa bomo sofinancirali tudi pripravo materijala za nastop na tujih trgih. Poleg tega so bili zelo uspešni ti naši različni voucherji, s katerimi smo spodbujali ravno to, da se podjetja skupaj povežejo, nastopijo na raznih sejmih, da vstopijo na tuje trge, da se udeležujejo dogodkov business to business. In to so bili ukrepi, oziroma ki so bili zelo hitro pa zelo hitro grejo, kar pomeni, da so pravilno usmerjeni in je velik interes za to. Veseli me tudi, da smo zdaj skupaj z MOP-om začeli premikati tudi to zgodbo, kar se tiče financiranja prehoda v krožno gospodarstvo. Je kar nekaj sredstev za to namenjenih bilo do zdaj iz strani podnebnega sklada, ampak nismo uspeli do zdaj uspešno pasirati, mislim pa, da zdaj pa bomo. Tako da se letos končno tudi ta poudarek in to sofinanciranje obeta, kar bo zelo dobro za naša podjetja. Končujemo pa tudi pripravo programa vlade do 2024, kar se tiče spodbujanja investicij in pa internacionalizacije slovenskega gospodarstva. Zdaj ga bomo še ta program prilagodili na zdajšnje stanje. Vsekakor pa, čeprav govorimo veliko o digitalizaciji v podjetju, v gospodarstvu in podjetništvu, seveda je še vedno vseeno ta osebni stik zelo pomemben, tako da aktivnosti, ki jih pelje Spirit, so zelo pomembne in aktivnosti, ki jih boste peljali skupaj z ambasadorji, seveda so tisto, kar vseeno rabimo, čeprav gremo vsi prek Skypa pa v digitalizacijo. Hvala lepa. Kot je že prej omenila gospa Cuderman, bo velika priložnost za predstavitev slovenskega gospodarstva, podjetij, priložnosti, ki jih ponuja naša država, tudi svetovna razstava Expo, ki je bila predstavljena za leto dni. Lahko mogoče malo poveste, kaj se odvija na tem področju zdaj? Ja, tudi Expo je žrtev covida postal, čeprav so kar dolgo oklevali, bi predstavili ali ne. Za nas, mogoče to sploh ni tako slabo, se bomo veliko bolj pripravili za drugo leto, ko bo ta Expo končno izveden. Je vsebinsko, bo to najbogatejša udeležba Slovenije od osamosvojitve naprej na kakršnemkoli takšnem dogodku svetovnem. Tako da si od njega veliko obetamo. Smo ena od, mislim, 83 držav, ki ima svoj paviljon. Tam bo 190 držav, kar pomeni, da bo priložnosti za to, da utrdimo našo znamko Green Creative Smart, za to, da se predstavijo naša podjetja veliko.
Zdaj paviljon je že postavljen, v tem trenutku se izvajajo še inštalacije in mislim, da bomo potem drugo leto lahko zelo ponosni na to, kar bomo tam uspeli predstaviti v imenu Slovenije in v imenu naših podjetij. Super, najlepša hvala. Jaz bi samo še dodala, da bo v kratkem lansirana tudi spletna stran o predstavitvi Slovenije na Expo Dubai, ki je v zaključni fazi in jo samo še finaliziramo. Kot ste že prej omenila, gospa Suderman, bo jeseni objavljen poziv za še dodatni poziv podjetjem, naj postanejo ambasadorji slovenskega gospodarstva. Imate kakšen nasvet, kaj bi sporočili potencialnim ambasadorjem? Ker nekaj jih je namreč tudi med nami. No. Jaz mislim, da v tej sobi je kar nekaj podjetij, ki vejo, da jih osebno malo nagovarjamo, da naj se pridružijo srečni družini, rečemo temu tako. Jaz mislim, da je to ena taka velika čast. Če pogledamo, Slovenci smo nadpovprečno aktivni pri aktivnostih v tujini, tudi Ministrstvo za zunanje zadeve, mislim v lanskem letu, ko so kolegi, ki peljejo tudi firme seveda seboj, so ostale države sam gledale, res ogromno smo zunaj, tako da več, ko bo teh ambasadorjev, na več lokacij se lahko preselimo, ne, pa razpršimo nekako energijo, pa sporočilo o tem, kako dobri smo in kaj vse znamo in seveda doprinesemo k temu, da lažje izvažamo v jeseni. Ja, zelo bi bili veseli, če bi jih vsaj še 20 zraven dobili, različnih velikosti in iz različnih regij z različnimi izdelki. Tudi papirniško industrijo, ki sem prepričana, recimo nekaj je bila že glih omenjena, da je odlična in trajnostno naravnana in da gre v ta pravo smer, pa je to včasih veljala za zelo umazano industrijo, da recimo tamle en kolega sedi, ne bom ga imenovala, mogoče ga pa kdo spozna, tudi s steklarsko industrijo, ker je to pravzaprav material prihodnosti kot najbolj reciklabilen in potencialno čist material, v katerega se recimo v proizvodno počasi, skladno z razvojem na energetiki, uvajajo tudi vodikove tehnologije. Tako da jaz mislim, da priložnosti za naše ambasadorje je veliko. In bomo zelo veseli, smo v kontaktu z njimi, kdor pa še ne ve, pa če morda si bo ta prispevek ogledal, naj se pa z veseljem prijavi na našo spletno stran in mislim, da septembra bo ena lepa prilika, da se bomo naučili še veliko zgodb, tudi mi se ob tem zelo učimo in z veseljem beremo vse uspešne zgodbe naših podjetij, hkrati smo pa na njih zelo, zelo ponosni. Hvala. Hvala lepa za enkrat vsem sogovornikom za izčrpna pojasnila, zdaj pa čas za vprašanja.